Spoštovani, na začetku bi kar želel poudariti, osrednja tema mojega prispevka je dogajanje, ki bo v marsičem ostalo nepojasnjeno, časovni okvir pa je obdobje med letoma 1912 in pa 14. Osrednja protagonistka tega dogajanja pa je dunajska publicistka Kamila Tajmer. Rojena je bila leta 1867 v družini, ki bi jo lahko vrstili v zgornji meščanski sloj. Stara mati in mati sta bili plemiškega rodu, med sorodniki je bilo več oficirjev, njena polstrica sta bila direktorja dunajskih gledališč, no zdi pa se, da je družinsko premoženje s časoma precej skopnelo. Kamila Tajmer je leta 1898 izdala roman Ženska prihodnosti Die Frau der Zukunft, ki ima precej avtobiografskih potez in pa tudi presenetljiv konec. Glavna junakinja je 27-letna žurnalistka, ki živi in deluje v Združenih državah Amerike, naredi samomor, da s tem omogoči svojemu zaročencu poroko z njegovo pravo srčno izvoljenko. No, mnogo bolje pa je bila uspešna kot feljtonistka. Najmanj 8 let je bila dopisnica dnevnika Neues Wiener Tageblatt od leta 1899 do 1970, v katerem je pisala o različnih temah, o ženah, parih, emancipaciji, poročila o potovanjih, o znamenitih možeh in pa o ženah znamenitih mož. Objavila je tudi brošuro z naslovom Antisemitizem in nacionalno judovstvo oziroma pod naslov Avstrijski prispevek k rešitvi židovskega vprašanja. To je brošura, ki je šla leta 1907, ima 54 strani, prisotni so seveda številni predsodki, nenazadnje smo na Dunaju, kjer se je tudi Krek navzel odklonilnega stališča do židovstva med svojim študijem. Pa seveda Kamila Tajmer pa se je oprla na študije Theodora Herzla, saj tudi sama je videla rešitev vprašanja o ustanovitvi židovske države. Njeno najpomembnejše delo pa je knjiga oziroma študija z naslovom Žensko delo v Avstriji, ki je šla leta 1909. To je prva tovrstna študija o ženskem delu v Avstriji, ima 28 poglavij, z opisi materialnega, moralnega položaja žensk v različnih poklicih, pisala je tudi o ženskem gibanju, o ženskem vprašanju. V problematiki ženskega dela ni videla vprašanja spola, temveč socialno vprašanje. Delo je izdala v samozaložbi ime tiskarja, Opica pa nas navaja k ugotovitvi, bil je namreč duhovnik, da je Kamila Tajmer v tem času pripadala katoliškemu taboru. No, ni dvoma, bila je v svojem času med najbolj emancipiranimi ženskami v avstro-ogrski monarhiji, vendar pa v žensko gibanje ni bila aktivno vključena, sama se je označila za individualistko. Zdaj pa prihajamo malce k dogajanju na Kranjskem. Kamila Tajmer je bila osrednja članica leta 1910 ustanovljene poljedelske državne ženske zveze, ki si je prizadevala pospeševati gospodinjsko izobrazbo žensk po industrijskih krajih in na kmečkem podeželju. Po zaslugi zveze in poznavanja področja je postala referentka za gospodinjske tečaje pri Ministrstvu za poljedelstvo. Leta 11 je zveza založila tudi njeno brošuro, poročilo o študijskem potovanju po Nemčiji in Belgiji z namenom pospeševati socialno skrbstvo in gospodinjski pouk na deželi. Zveza pa je bila razpuščena aprila 1913, domnevno zaradi bolehnosti Kamile Tajmer. Tudi, bi rekel, pri tej aferi so tudi te datumi zelo pomembni. Se pa afera dejansko ni dotaknila samo dr. Kreka, o tem priča zaporedje, prepletenost vseh dogodkov od pomladi 1913 do začetka leta 1914. Tukaj je samo nekaj neprostovoljnih, pa tudi prostovoljnih udeležencev te afere. Večino tudi poznamo, saj iz siceršnje naše politične zgodovine. Kamila Tajmer je bila namreč dunajska znanka prvakov Slovenske ljudske stranke, predvsem dr. Ivana Šusteršiča, dr. Frana Povšeta in dr. Janeza Evangelista Kreka. Ti naj bi jo povabili v Ljubljano, kamor je prišla na veliko noč leta 13.
Kmalu pa se je nenadoma to prijateljstvo s katoliškimi veljaki porušilo, opazili naj bi namreč njeno nenormalno obnašanje. Kamila Tajmer se ni vrnila na Dunaj, začela je, lahko bi imenovali, časopisni boj z javnimi pismi oziroma izpovedmi, objavljeni v liberalnem časniku Slovenski narod, to je bil tedaj najbolj brani slovenski dnevnik, je začela razkrivati zaupne detajle iz zakulisja Slovenske ljudske stranke. No, s tem, ko so pri Slovenskem narodu, vemo, da je v razpletavanju škandalov, farških gon, tu zlasti odstopal in se odlikoval Miroslav Marover, odločili objavljati pisma Kamile Tajmer, so sprožili afero, v kateri so se povezali elementi družabnega političnega škandala. V prvem pismu, to je bilo maja leta 2013, je Kamila Tajmer pojasnila, zakaj ni prišlo do ustanovitve semenišča za izobrazbo kmetijskih učiteljic za jugoslovanske dežele in Bosno, ki bi bilo v Ljubljani. To naj bi preprečil deželni glavar dr. Ivan Šuštaršič. V drugem pismu pa opisuje, s kakšnimi sredstvi oziroma spletkami je dr. Šuštaršič postal deželni glavar, z besedami, kot je to lahko izvedela od dr. Kreka in pa od drugih slovenskih poslancev na Dunaju. Navedla je tudi Krekovo mnenje, da je deželno glavarstvo nezdružljivo z državnozborskim mandatom. Znano je, da se je Krek tedaj zavzemal za predsednika kmetijske družbe, dr. Povšeta, in dodala tudi privatno veliko podrobnost, da je med Krekom in soprogo deželnega glavarja, Bogomilo Šuštaršič, vladala nenaklonjenost. Časnik Slovenec je Kamilo Tajmer takoj označil za umobolno. Njene navedbe naj bi bile plod stanja, imenovanega psevdologija fantastika histerične ženske. Kamila Tajmer je zaradi razžaljenja časti tožila tedanjega odgovornega urednika Slovenca, to je bil Miha Moškrc, delavski organizator, Krekov učenec in pa sodelavec. No, samo kot medklic, histerija je veljala v tem času za klasično bolezen žensk, zlasti žensk iz višjega meščanskega razreda, poleg tega pa je bila ženska, ki zahteva svoj prostor v javnosti, provokacija, s katero so se moški soočili tako, da so jo recimo izločili in patologizirali. V naslednjem pismu je Kamila Tajmer že omenila osebno zamero do dr. Kreka, ki je bil poldrugo leto gost v njeni hiši in da je obvestila dr. Evgena Lampeta, da namerava objaviti Krekova pisma, če ona in dr. Povše ne bosta dobila zadoščenja. Krek naj bi namreč novembra 2012 dejal Kamili Tajmer, da je njegov prijatelj Povše, ki bi moral postati deželni glavar vdovec in da bi mu prav prišla reprezentativna žena z dobrimi zvezami. Poleg tega je obtožila dr. Šuštaršiča, da je položaj načelnika katoliške stranke izrabljal za osebne koristi. 8. pismo, ki govori o moralno porečnem dr. Šuštaršiču, je naslovila na ministrskega predsednika grofa Štirka. Pismo so objavili tudi vodilni časnik avstrijske socialne demokracije Arbeiter Zeitung in o aferi so nasploh občasno pisali tudi nekateri nemški in pa češki časniki. Pa sledi nenaden preobrat. V vsej tej aferi je bilo polno, bi rekel, nenadnih preobratov. Za zaupnico deželnemu glavarju dr. Šuštaršiču je v deželnem odboru glasoval tudi predstavnik liberalne opozicije, to je bil ljubljanski podžupan dr. Karel Triler, zato sta ga napadla, bi rekel, radikalno liberalni časnik Dan in socialdemokratska Zarja in tudi en konkreten rezultat te afere, prvi konkreten rezultat. Dr. Triler je namreč izstopil iz deželnega odbora in se odpovedal vsem pomembnim strankarskim funkcijam. Bi rekel, od sredstva političnega boja, sredstva za diskreditiranje političnega nasprotnika, pa seveda služijo lahko tudi karikature. Dan je bil teda edini slovenski časnik, ki je objavljal karikature. Poleg karikatur Kamile Tajmer, pokazane je v različnih podobah. Ta fotografija je bila objavljena šele po koncu afere, tako da niso vedeli, kako je izgledala. Je pred nami tudi nekaj manj znanih karikatur Kreka, Šuštaršiča, Moškrca in drugih. No, zanimivo je, da so nekatere delo Maksima Gasparija.
Urednik Slovenca Miha Moškec je na začetku julija predložil dokaze, da je Kamila Tajmer umobolna, nekateri od teh so bili kar drastični. Tako naj bi sestri Cilki Krek sama pripovedovala, da je njena mati blazna, prednici v Marjanišču, sestri Ludvini Purgaj pa je trdila, da je njena sestra, ki je bila pomožna zdravnica na Dunaju, boleha za versko blaznostjo. Navedeno je mnenje deželnega odbornika, zdravnika dr. Ivana Zajca, da ima opravka s histerično žensko, opisan je bil tudi njen poskus samomora v Marjanišču. No, seveda sledila so dokazovanja Kamile Tajmer o nasprotnem, nova pisma. Boj proti dr. Šusteršiču je začel stopati v zadnje. Uspelo je namreč vreči senco suma na moralno neoporečnost dr. Kreka, s katerim sta se seznanila in poprijateljila na Dunaju. Razlog za to naj bi bila Krekova prizadevanja za uvedbo gospodinjskih tečajev na slovenskem podeželju. Kamila Tajmer je v javnih pismih najprej namigovala, nato pa razkrila, da se je Krek z njo zapletel v ljubezensko razmerje, ki ga je samovoljno končal, ne da bi se oziral na njena čustva in bolezen, ki jo je pravkar prebolevala. V pismu Zadnje svarilo, naslovi so bili zelo bombastični vseh teh njenih pisem, je napovedala, da bo objavila Krekova pisma, s tem pa ga moralno uničila in kompromitirala celotno katoliško stranko. Kamila Tajmer je včasih poslala Kreku tudi po 2 pismi na dan, Krek jih je na hitro preletel in sežgal. Kamila Tajmer se je poskušala nekajkrat tudi osebno srečati s Krekom. Poleti 1913 mu je sledila na Prtovč. Včeraj smo slišali, v vasici Prtovč pod Ratitovcem je Krek preživljal poletja, to je napisal večji del zgodb Svetega pisma. Njuno burno soočenje v noči med 20. in 21. junijem je opisal slavist Ivan Dolenec, ki je bil tudi osebno navzoč. Kamila Tajmer je v tej noči sestavila 3 pisem za svojega pravnega zastopnika, dr. Alojzija Kokalja za slovenski narod in za ljubljanskega knezoškofa dr. Jegliča. V teh pismih je zatrdila, da s Krekom ni imela razmerja, Krekova pisma je objavila iz maščevanja, vanj je bila zaljubljena, ta pa ji čustev ni vračal. Krek je odklonil, da bi pisma poslali naslovnikom, razen pisma dr. Jegliču. Kamila Tajmer je nato spet v novih pismih to srečanje opisala povsem drugače. Pisma, ki jih je napisala na Prtovču, pa je označila za izsiljena. Med 23. in 27. avgustom leta 13 se je v Ljubljani odvijal 4. katoliški shod. Kreka ni bilo v Ljubljani, po nasvetu dr. Jegliča se je podal v Rim, da opravi duhovne vaje. Slovenski narod in dan sta v času shoda objavila Krekova pisma, namenoma pa so bili zbrani tisti odlomki, ki so namigovali na razmerje med Krekom in Kamilo Tajmer. Krek je ta pisma Edvinu Kristanu, ki ga je v dogovoru s Kamilo Tajmer vabil v Opatijo, da bi se tam spravila, zaključila afero, označil za deloma nepremišljena in deloma izzvana s pismi Kamile Tajmer. Edvin Kristan navaja tudi zanimivo pričevanje, da ga je voditelj avstrijske socialne demokracije in glavni urednik Arbeiter Zeitung, to je bil zdravnik dr. Viktor Adler, svaril pred Kamilo Tajmer. Sledile so nove tožbe, Kamila Tajmer je tožila Kreka. Krek je v zvezi s tožbo Kamile Tajmer zahteval, naj se ga kljub poslanski imuniteti izroči sodišču. Tožila je tudi novega odgovornega urednika Slovenca, to je bil Jože Gostinčar, poleg Moškerca, najpomembnejši Krekov zaupnik in sodelavec med delavstvom. In tudi Krek se je odločil tožiti Kamilo Tajmer, a šele na Šušteršičev pritisk. O vsej zadevi naj bi razpravljala Dunajska porota, a še preden je prišlo do razprave, je izbruhnila Prva svetovna vojna. Krek je septembra 1913 napisal članek z naslovom Poštenim ljudem, objavljen je bil na naslovnici Slovenca,
Spoznal je, da bi delovna vnema Kamile Tajmer lahko koristila Slovencem, ko pa je ugotovil, v kakšno smer se razvija njuno prijateljstvo, se je začel izogibati in poskušal na lep način pretrgati stike. Objavil je tudi pismo Kamile Tajmer s Prtovča glede usodnega dneva njunega razmerja, to naj bi bil 28. december leta 12, ki ga je omenjala Kamila Tajmer, pa je zapisal, da je bil tega dne cel dan v Državnozborski poslanski zbornici, nato pa sta šla skupaj z dr. Antonom Korošcem, ki to lahko priča domov, in naslednji dan na Kranjsko. Frekvenca teh objav Kamile Tajmer je bila zelo visoka. Že naslednji dan, dan zatem, 24. septembra, je Kamila Tajmer odgovorila Kreku z enako naslovljenem člankom v Slovenskem narodu, v katerem pa je najti tudi, zelo pomemben detajl, namreč drobno obvestilo, ki ga je v imenu napredne tiskarne napisal dr. Ivan Tavčar, da slovenski narod ne prevzame odgovornosti za članke Kamile Tajmer, zlasti za tiste, ki napadajo slovenske denarne zavode. Torej, liberalci Kamili Tajmer niso povsem zaupali oziroma stali za njenimi trditvami. Kamila Tajmer je hitro našla novega zaveznika v Zarji, v kateri je objavila novo pojasnilo. Pa še nekaj, protagonistov te afere. Vrh katoliške stranke se je zato, da bi rešil Kreka, ki je bil sicer starinom okrog dr. Šušteršiča neprijeten, to da dragocen zaradi organizacijskih lastnosti in priljubljenosti pri ljudeh, omislil pravcato Krekovo javno rehabilitacijo. K Kreku na Prtovč sta všla dr. Šušteršič, ta se je še pred objavo pisem tudi potegnil za Kreka pri Jegliču, ko je ta razmišljal, ali bi ga ne bi bilo najbolje upokojiti, in dr. Eugen Lepen ga pregovorila, naj pride na 16. sejo Kranjskega deželnega zbora. Na tej seji je Krek nastopil v debati o porotnih imenikih. Med njimi je omenil, da so porotna sodišča zlasti neprimerna pri tiskovnih pravdah. Kamila Tajmer torej lahko laže, saj v Ljubljani med 36 porotniki samo 8 klerikalcev, pred liberalnimi porotniki pa je nemogoče doseči objektivno sodbo. Vsi poslanci, zlasti je izstopal dr. Lampe, so Kreka seveda podprli. Ljubljanski župan in načelnik liberalne stranke dr. Ivan Tavčar je na shodu 2. novembra spregovoril o tej aferi, tudi o Krekovi in Šušteršičevi aferi, nato pa liberalci niso več tako ostro napadali Kreka. Razlogi za napade naj bi bili, vsaj po tedanjem navajanju, Krekov ostri govor na zborovanju Slovenske ljudske stranke v Unionski dvorani maja leta 11. Pa še en presenetljiv preobrat. Na začetku leta 14 se je Kamila Tajmer začela prepirati s kranjskimi liberalci. Zaradi suma zločina veleizdaje protidinastičnih, protiavstrijskih, prosrbskih naklepov je naznanila vojnemu ministrstvu starosto Slovenske sokolske zveze dr. Ivana Oražma, njegovega nečaka, Pavla Averja in podpredsednika Slovenske sokolske zveze dr. Trilerja. Kamila Tajmer naj bi državnemu pravništvu vadila tudi Kreka kot vodjo velesrbske iredente v Avstriji. Pravda, napovedana za februar leta 14, je bila prestavljena. Kamila Tajmer je bila kasneje, leta 17, oproščena, ker je ovadbo napravila v dobri veri. Zamivanje javnosti za afero je počasi usahnilo, zavedno se je izgubila tudi resnica o njej. Kamila Tajmer je od leta 14 živela v Badenu pri Dunaju, skoraj povsem se je umaknila z javnega življenja, občasno je pisala v Bader Zeitung. Arhivi pa omenjajo tudi njene nove poskuse samomora. Preživljala se je s privatnim poučevanjem, umrla je leta 1932. Kamila Tajmer ni povsem pozabljena, avstrijska, sociološka znanost ali sociologija gleda na njo povsem drugače kot mi tukaj v Sloveniji. Leta 2000 njeno študijo o ženskem delu v Avstriji še vedno uporabljajo in citirajo. Leta 2015 pa je nastala kot magistrsko delo Berber Poloni, njena socialna biografija na Inštitutu za sociologijo Univerze Johannes Kepler v Linzu.
Samo za zaključek, samo še nekaj misli o posledicah afere. Franz Šukle, Franz Aleški Finžgar in pa Vinko Brunner pišejo, da je poleg napornega dela tudi afera s Kamilo Tajmer prispevala k Krekovi prezgodnji smrti. Pred nami pa je troje različnih mnenj o pravi naravi afere. Dve sta bili objavljeni v emigraciji v leta 1960, eno pa napisano skrito oziroma v pozabi. Andrej Filipič, bi rekel, na Krekovi strani je Kamilo Tajmer označil za politično tajno agentko. Matija Škerbec, dekan v Kranju v času afere, je bil izrazito Krekov nenaklonjen Šuštaršičev privrženec, je pa svoje pričevanje podprl ali podkrepil celo z navedbo, da ne bi Šuštaršič na smrtni postelji spovedal župniku Janezu Pibru, da iz svojega življenja obžaluje le krivico, ki smo jo storili Kamili Tajmer. Če bi pa pogledali v zgodovino časnikarstva, pa bi lahko dejali, da so te objave Kamile Tajmer in pa seveda druge objave v Slovenskem narodu in drugih sočasnih dnevnikih zelo podobne procesu, ki se v tujini imenuje character association, oziroma lahko bi ga poslovenili kot medijski umor osebnosti, ki sicer pač ni doživel svojega uspešnega zaključka. Ivan Dolenec in Andrej Filipič pa poudarjata, da je afera vplivala tudi na razpor med Krekom in Šuštaršičem, namreč pri teh razporih so vselej prisotni osebni momenti, različno socialno zaledje obeh protagonistov, Krekov simbolni kapital. V nekem trenutku, v času afere, pa sta bila oba odvisna drug od drugega. O razporu, o razpletu tega spora med starini in mladini v Slovenski ljudski stranki zgovorno priča Jegličev dnevnik, več zapisi o Škofovem ohovanju med obima sprtima stranima, s katerih se lahko vidi, da je afera vplivala tudi na Krekovo upokojitev sredi leta 1916. Imamo pa na voljo tudi, bi rekel, mnenje sodobnika, ki se meni zdi, da je najbolj tehno med vsemi, namreč psihiater dr. Julij Zalokar je zapisal, da Kamila Tajmer ni bila duševno bolna, lahko pa govorimo o motnjah, prisotne so bile psihonervoze v vedenju, nastopanju in reagiranju. Hkrati pa bi bil lahko utemeljen tudi sum, da je bila poslana kot politični ali policijski agent. Cilj njenega delovanja bi bil spor v slovenski politiki, razdor v sovražne tabore. Njeno vedenje bi bilo zato lahko delno igrano. Vemo, abnormalne osebe so namreč v politiki in policiji dostokrat uporabljene orodja, se pa take motene osebe tudi same vrivajo v politiko in se nemalokrat vzpenjajo vse do najvišjih mest. Poleg tega dr. Julij Zalokar poudarja, v primeru Kamile Tajmer nič ne kaže, da bi prišlo do prestopitve duhovniškega celibata. Fantazije, ki jih je Kamila Tajmer gradila na Kreku, so se naenkrat podrle, njena ljubezen pa se je spremenila v sovraštvo. Hvala.